Dober dan, jaz bi vas najprej prav lepo pozdravila. Danes smo vas nekako zbrali, da bi vas seznanili, kakšno je trenutno stanje z področjem epiduralne anestezije v naši inštituciji. Nedvomno je epiduralna anestezija nekaj, kar inštitucija terciarnega ranga mora zagotavljati. Seveda ob tem upoštevamo tudi resurse, ki jih imamo, tako da smo se mi trudili oziroma smo naredili načrt, kako bomo v naslednjih mesecih poskušali to zagotavljati vsem pacientkam, seveda bo to šlo postopno. Tukaj sta oba predstojnika, ki sta zadolžena za to, da se ta dejavnost implementira v naši inštituciji. Dr. Jožica Wagner Kovačič, predstojnica oddelka za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin, in profesor Faris Mojazinović, predstojnik oddelka za perinatologijo, ki bosta povedala nekaj besed na to temo in seveda potem smo na voljo tudi za vaša vprašanja. Dober dan želim vsem skupaj. Jaz bi vam pa čisto na kratko želela predstaviti, kakšno je dejansko stanje, kakšno je bilo v bližnji preteklosti. Predvsem verjetno vas zanimajo tudi kakšne številke. Od leta 2019 smo malo bolj intenzivno začeli spet delati na področju epiduralne analgezije v porodnišnici. In če pogledamo malo številk, leta 2019 smo zagotavljali skoraj 12% epiduralne analgezije pri vseh porodnicah. Če pa odštejemo carske reze, pa to pove, da smo nekje pri 15,6% porodnic, ki so imele vaginalni porod, zagotovili epiduralno analgezijo. Leta 2020, ne glede na to, da smo se zelo intenzivno ukvarjali s COVID pacienti, je ta procent ob veliko vloženega truda zaposlenih na našem oddelku naraščal. In sicer je procent epiduralne analgezije pri vseh porodih narastel na 17,5%, pri vseh vaginalnih porodih pa smo zagotavljali skoraj pri 23% epiduralno analgezijo. Potem smo se v drugi polovici leta 2021 dogovorili, da bomo poskušali z našimi ekipami, ki so sicer že zagotavljali 24-urno neprekinjeno zdravniško varstvo, zagotoviti tudi 24-urno epiduralno, in smo v tem poskusnem prvem 4-mesečnem obdobju uspeli zagotoviti dobrim 31% vseh porodnic epiduralno analgezijo. Če pa pogledamo samo tiste porodnice, ki so vaginalno rodile, je pa ta procent bil bistveno večji, skoraj 44% vseh porodnic. V tem času smo beležili tudi porodnice, ki jim nismo uspeli zagotoviti epiduralne analgezije, teh je bilo 8, zato ker smo seveda morali zagotavljati tudi urgentno anestezijo za vse druge nujne kirurške posege. V prvih 4 mesecih letošnjega leta je zanimanje za epiduralno rahlo uplahnilo, ne glede na to, da smo delali na isti način. V prvih 4 mesecih smo zagotovili 144 epiduralnih analgezij, kar v procentih pomeni, da smo pri vseh porodnicah, ki so vaginalno rodile, zagotovili epiduralno analgezijo skoraj pri 38%. Če pa pogledamo vse porodnice skupaj, pa je to skoraj 29%. V teh 4 mesecih nismo zmogli zagotoviti na tak način dela epiduralne analgezije 6 porodnicam. Kakšni so naši plani? Z junijem seveda nadaljujemo z izobraževanjem, z podajanjem informacij nosečnicam in bodočim očkom, informacije o možnostih in o načinu olajšanja porodne bolečine z naše strani, torej s pomočjo anesteziologa, in ko bomo začeli s temi predavanji, bomo tudi istočasno potem nadaljevali s pripravo v anesteziološki ambulanti in pripravo dokumentacije nosečnic za epiduralno analgezijo že pred samim porodom. Vsekakor želimo nadaljevati in zagotavljati epiduralno analgezijo vsaj v takšni meri, naše želje pa so seveda še večje, kakor hitro bomo kadrovsko zmogli zagotoviti,
bomo seveda z velikim veseljem zagotavljali tudi 100% epiduralno analgezijo. Stališča porodnišnice je izjemno pomembno, da imamo možnost, da ponudimo našim nosečnicam in porodnicam epiduralno analgezijo tekom poroda. To je ena izkušnja porod, ki se ne pozabi in ostaja do konca v spominu vsake ženske. Tako da nam je bilo zelo pomembno, da to storitev ponudimo na en konsistenten in sistematičen način. Ta trud smo želeli oziroma smo izrazili že leta 2019, ampak ker porodnišnica je del večje ustanove, se pravi Univerzitetnega kliničnega centra, ki ima tudi druge storitve in je sama storitev vezana za oddelek za anestezijo, smo vedno potem v izzivu, kako vse potrebe, ki jih ima Univerzitetni klinični center, uskladimo z potrebami oddelka za perinatologijo. Jaz sem zelo vesel danes, da imamo to priložnost poudariti, da smo danes dosegli to točko, ko lahko večini nosečnic, se pravi več kot 90%, ponudimo epiduralno analgezijo. Tiste številke, ki ste jih slišali, v bistvu predstavljajo ne samo uspeh tega trenutnega organizacijskega stanja, ki ga imamo na voljo, ampak tudi eno povabilo ali pa obvestilo nosečnicam, kjer pridejo roditi v porodnišnico Maribor, da lahko dobijo epiduralno analgezijo v kateremkoli delu dneva. Seveda obstajajo izjeme, se pravi, lahko se zgodi, da ekipa, ki je pripravljena, da ponudi to storitev, je zaposlena nekje drugje, ampak da so to po naših podatkih, ki so bili predstavljeni, bolj izjema kot pravilo in da nosečnica potem ima priložnost, da ta porod, ki ga doživi v naši ustanovi, je prijeten in da ostaja v dobrem spominu. Kot ste videli, številk v bistvu ne pomeni, da vsaka nosečnica, ki pride v porodnišnico, želi, da dobi epiduralno analgezijo in da nekatere se za to niti ne odločijo, tako da to ne pomeni zdaj, da vsaka nosečnica mora imeti epiduralno analgezijo in da je to usklajeno potem z njenimi potrebami. Pomembno je samo vedeti za njo, da ko pride v našo ustanovo, bo dobila vso potrebno nego. Jaz bi tudi izkoristil to priložnost, da poudarim spremembo, ki se je zgodila zdaj v zadnjih mesecih v primerjavi z 2 leti nazaj, ko smo se v bistvu zaprli zaradi epidemije in potem smo zaradi covida se nekako bolj osredotočali na preventivne ukrepe kot na samo zadovoljstvo nosečnic. S tem smo nekako ustvarili tudi neko nezadovoljstvo zaradi tega, ker smo jih obravnavali v skafandrih in je to bila neko nujno zlo. Zdaj upam, da se počasi ti ukrepi zmanjšujejo in da ne bojo v takšnem intenzivnem primeru v prihodnosti. Čas bo pokazal oziroma tisto, kar bomo doživeli v jesenskih mesecih, bomo se poskušali prilagoditi, da dosežemo oba cilja, se pravi obvladovanje epidemije in doseganje tistih osnovnih potreb vsake nosečnice. Zaradi tega smo tudi omogočili čim prej, se pravi za razliko od drugih oddelkov v Univerzitetnem kliničnem centru, da je prisoten obisk potem partnerja z nosečnici, oziroma porodnici po porodu, da ponudimo tisti stik, ki je izjemno pomemben za to izkušnjo in za vse izzive, ki pridejo po porodu, se pravi ne samo med samim porodom, ampak tudi poporodna izkušnja je izjemno pomembna. Epiduralna analgezija je ena najbolj učinkovitih metod za lajšanje bolečine in to je brez dvoma tisto, kar želimo poudariti in da ustvarjamo pogoje, da bi zagotovili organizacijsko strukturo, ki bi to omogočila na daljši čas. Danes je izjemno pomembno, da smo po eni strani to dosegli v 90% primerov po naši analizi, želimo pa doseči strukturno spremembo posebej na področju anestezije oziroma anestezioloških ekip, da bi to dosegali v 100%. Teh 100% se mi zdi, da je ideal, ki ga je vredno doseči, ampak je potrebno obvestiti, da smo zelo blizu tega ideala in da porodnišnica Maribor v tem trenutku ima vse pogoje, da izpolni prijetno izkušnjo oziroma omogoči prijetno izkušnjo poroda za vsako nosečnico, ki pride pri nas roditi. Razen epiduralne analgezije ponujamo tudi podporo, pomoč, babice in zdravniki so vedno na voljo, tako da vsaka nosečnica
ki pride v našo ustanovo, lahko pričakuje takšno storitev. Za vse tiste, ki pa bi želeli imeti kakšnokoli pripombo ali pa predlog za izboljšanje, so vedno moja vrata oziroma moj e-mail naslov, ki ga lahko dobite na spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra, je vedno dosegljiv in potem se vedno potrudimo, da naredimo korekcije, če bi bile slučajno potrebne, tako da vabim vse tiste, ki bi se želeli imeti takšen osebni kontakt, da se obrnejo na mene prek e-mail naslova. Hvala. Mene zanima, kdaj pa bi so predvidene te strukturne spremembe na anesteziji, da bi se zagotovila torej 100% oziroma 24-urna epiduralna, ker zdaj vseeno pač nek odstotek še je takih, ki ne morejo tega dobiti. V čem je torej problem, da ne morete zagotoviti 24-urne epiduralne, a to še ni dovolj pomembna tema za porodnišnico? Tematika je izjemno pomembna. Vendar morate razumeti, da delamo tudi na drugih področjih, da je starostna struktura takšna, ki ne omogoča, da bi starejši bili sposobni nam pomagati pri nočnem delu, kar je nujno potrebno tudi za epiduralno. Pokrivamo delno tudi delovanje COVID intenzivne terapije, izjemno dosti smo bili vpeti tudi v to delovanje, ves čas epidemije. In tudi z tega področja smo bili tako raztegnjeni, po domače povedano, na našem oddelku, da nam je ostalo kar precej tudi starih dopustov. Kakšno bo kadrovsko nihanje v naslednjih letih? Seveda mi ostajamo optimisti in upamo, da bo se vsaj večina specializantov, ki bodo opravili specialistični izpit, zaposlila pri nas. Natančne napovedi pa seveda tukaj noben ne more dati. Upamo na najboljše in na najkrajši možen čas. Če bi se zelo optimistično izrazila, upamo, da v naslednjih nekaj mesecih, da bomo lahko zagotavljali 100% epiduralno, 24-urno. Kakšno je torej zdaj izboljšanje na tem področju? Vemo, da o tej 24-urni epiduralni anesteziji govorimo že leta, ne? Kolikor vem, UKC Ljubljana ima 24-urno to epiduralno na voljo. Kakšno je torej izboljšanje za primerjavo za gledalce? Torej, ne vem, 3 leta nazaj ali 2 leti nazaj je bil odstotek takšen, zdaj pa je 90, kar pravite, da je v bistvu vseeno velik uspeh, ne? Trenutno imamo dogovor z vsemi kirurškimi oddelki, da če je potrebno, počakamo s kakšnim operativnim posegom, torej da anesteziramo paciente, seveda če primerno stanje, kasneje v korist porodnice, ki potrebuje epiduralno analgezijo. Torej, ko nas pokličejo iz porodnih sob, mi to seveda registriramo, se dogovorimo, v najkrajšem možnem času ta poseg tudi nudimo. In če je nujno potrebno, potem seveda pacient, če je primerna situacija, za naslednji nujni kirurški poseg pač počaka. To je včasih pol ure, včasih 3/4 ure in kasneje opravimo kirurški poseg. Ampak mogoče to primerjava, ne? Danes, to, kar danes lahko nudite in še nekaj časa nazaj, ker pravite, da je izboljšanje, ne? Po podatkih, torej zdaj lahko zagotavljate 90%, ne? Koliko pa recimo, ne vem, leto, 2 nazaj? 90% tistih, ali pa mogoče še več, v resnici, ki želijo imeti epiduralno analgezijo. Prej ni bilo tega dogovora s kirurškimi strokami in pač seveda so nujni operativni posegi imeli prednost. Zdaj po tem dogovoru smo se pač vsi skupaj dogovorili, je pa seveda vrstni red drugačen. Treba je povedati mogoče tudi to, ne, da seveda, ko bomo kadrovsko sposobni, in to upamo, da bo v najkrajšem času, bomo imeli novo dežurno mesto, ki bo omogočalo pokrivanje porodnišnice in tudi ginekologije. Ampak tudi v tem primeru se lahko zgodi, veste, da bo en ginekološki poseg, ki bo zahteval prioriteto pred epiduralno analgezijo. Tako da govoriti o res 100% pokritosti ne moreš, tudi če imaš zagotovljeno
pač dežurnega zdravnika, ki lahko nudi to storitev. Tako kot imamo zdaj, ne, kot je rekla dr. Wagnerjeva, dogovor, da če se le da, se to naredi, tudi če bo dodatni anestezist, se bo lahko kdaj zgodilo, da to ne bo možno, ne. Pa bomo govorili o 100% nedosegljivosti te storitve. Tisto, kar... Mi smo se pogovarjali, da bi bilo to v jeseni, ampak ni odvisno samo od naših želja, mi bi to želeli, seveda mi bi to želeli že zdavnaj prej, ampak je odvisno tudi od tega, kakšna bo kadrovska zasedba, ker tako, kot smo že večkrat povedali, vsi oddelki v UKC-ju imajo pravzaprav nekako pravico, ali pa če hočete, ali pa tudi vsi bolniki, ne, do enakopravne obravnave in ne moremo prioritetno pač dodeljevati pravice nekomu, čeprav bi mi to želeli, seveda, če bi bilo dovolj kadra, potem bi imeli čisto vse, kar bi bilo možno strokovno razvijati, ne. Če bo dovolj kadra, bo to zelo hitro. Ampak, tako kot sem rekla, tudi v tem primeru, se lahko kdaj zgodi, da to ne bo izvedljivo praktično. Opažate, da je mogoče zdaj, glede tega, se več porodnic odloči, da ne prihaja roditi v Maribor, opažate kak upad zaradi tega mogoče, ker ni na voljo epiduralne? To bo doktor Mojsinovič mogoče. V bistvu opažamo, da je zdaj kaj razloga, je točno epiduralna, karkoli drugega, težko reči. Vem samo, da glede porodnišnice Maribor je bila kot bolnišnica oziroma del Univerzitetnega kliničnega centra precej zaprta te 2 leti, tako da je bistveno bolj bil zaprt kot ostale bolnišnice in je to mogoče tudi razlog za zmanjševanje porodov. Takšen trend se opaža tudi v večjih drugih porodnišnicah. Kaj je tisto, kar mi želimo doseči, je to, na tisto vprašanje, kakšna je zdaj razlika v primerjavi z prej, je prav to dejstvo, da Univerzitetni klinični center ima različne potrebe in je potrebno narediti prioriteto. Se pravi, da z trenutnim stanjem ni možno zagotoviti, se pravi, 100% idealno stanje na vseh področju. Kaj je z stališča porodnišnice, se pravi, mojega področja pomembno, je, da ne skačemo iz ekstremov iz 0 v 100%. Se pravi, ker so nam ta leta in izkušnje pokazala, da je to v večini primerov nemogoče in v bistvu pot za neuspeh. Pomembno je samo, da se začnejo iskati poti, da se ta odstotek povečuje dosegljivosti oziroma razpoložljivosti. In če potem začnemo v to smer delati, potem enostavno porodnišnica Maribor ne sme biti porodnišnica za oznako, da nima epiduralne analgezije, ko v bistvu ta storitev obstaja. In tudi je dosegljiva in postaja bolj dosegljiva z leti. In zaradi tega z mojega stališča je izjemno pomembno poudariti, da se lahko tudi usmerimo v to smer, da počasi gradimo in potem vidimo, ali nosečnice resnično cenijo to storitev, ali pa je potrebno to razpoložljivo stanje anesteziologov usmeriti na druge kapacitete in druge storitve, ki so potem tudi življenjsko pomembne. To ne moremo zdaj postaviti črto, da je ena storitev bolj pomembna od druge, ampak je potrebno narediti neko primerjavo in v resnici v praksi ugotoviti, kaj je tisto, kar tudi pacienti, nosečnice, pa tudi drugi pacienti potrebujejo in potem tudi dobimo povratno informacijo, zdaj, ko imamo to na voljo in to informacijo, ko bo šla v medije oziroma za nosečnice, koliko bo pomembna za nosečnice, da potem, da se odločijo roditi v eventualno porodnišnice Maribor. Če ta storitev potem ne bo takšnega pomena, potem je tudi to znak za vodstvo, da lahko usmeri z mirno vestjo potem svoje resurse, ki trenutno obstajajo in eventualno tiste, ki bojo obstajali v prihodnosti, v druge storitve. Z moje strani je to neugodno, ampak po drugi strani je korak naprej, da potem tudi jaz kot vodja oddelka za perinatologijo vidim, če ta storitev, ki jo toliko potenciramo, toliko let, je resnično takšne velike vrednosti za porodnice, ki pridejo k nam roditi, oziroma nosečnice, ki pridejo k nam roditi ali pa ne. Ampak to je zdaj načeloma velja, da je epiduralna na voljo 24 ur. Se pa lahko zgodi, da kdaj ne bo na voljo. Dočim pred leti je bila pa na voljo samo dopoldne. V prejšnjih letih smo imeli na voljo epiduralno analgezijo samo v dopoldanskem času. Ampak tudi takrat se je včasih zgodilo, da če smo reševali življenja v operacijski, da nismo zmogli nastaviti še epiduralnega katetra istočasno. Trenutno zagotavljajo isto število dežurnih ekip, tudi epiduralno analgezijo, seveda v odvisnosti od tega, kakšna je trenutna potreba pacientov po nujnih operativnih posegih. Tako da, ja, praktično počnemo to 24 ur na dan, v odvisnosti od trenutne situacije.
Tako da konkretno to pomeni, da imamo enako organizacijsko shemo, kot je obstajala prej, samo da smo prej potem lahko povedali, da zanesljivo ponujamo epiduralno analgezijo v dopoldanskem času, dežurne anesteziološke ekipe pa so potem usmerjene za reševanje urgenc, ki so se dogajale na drugih področjih Univerzitetnega kliničnega centra. Zdaj smo dosegli, da te že obstoječe ekipe anesteziologov se potrudijo in dajo dodatni napor, da naredijo oziroma ponudijo tudi epiduralno analgezijo v dežurstvu. Kakšen pa bi bil napredek za prihodnost, je, da se ustvari potem dežurne ekipe, ki so prav namenjene za ta namen. In to je tisti korak, ki ga zdaj poskušamo toliko let narediti, pa ga ne uspevamo, ampak se mi zdi, da je škoda zdaj spuščati leta in vsaj dosežek, da ekipe, ki obstajajo, naredijo maksimalni napor, to pomeni, da če ni možno pač narediti oziroma ponuditi to storitev, jo pač ne naredijo, ampak če je možno narediti, da jo potem ponudijo in da potem nosečnica, ki lahko dobi epiduralno analgezijo v popoldanskem in nočnem času, da jo dobi, ne pa da anesteziolog potem pove, da ta storitev ni možno dobiti oziroma omogočati v tem času. To je ta bistvena razlika, če vas zanima v bistvu, kaj je bilo prej, kaj pa se dogaja zdaj. Torej, čeprav razumem, si vi želite, to še zdaj ni v planu, čeprav razumem, da bi torej bila zaposlena oseba v porodnišnici, ki bi se ukvarjala izključno z dajanjem epiduralne anestezije, ne z reševanjem urgentnih situacij, ne? V resnici planiramo dodatno dežurno ekipo, ki bo pokrivala porodni oddelek in zelo verjetno tudi ginekologijo zraven in bo na razpolago predvsem na prvem mestu najprej porodnišnici in porodnicam. Koliko je pa zdaj teh ekip, ki urgence delajo anesteziološke? Še vedno zagotavljamo isto število dežurnih ekip na anesteziologiji, 2 specialista in enega specializanta, pa potem še imamo dežurne ekipe v intenzivni terapiji in takšna zasedba je že kar nekaj let na razpolago v dežurnem času. Torej 2 ekipi. Ne, 3 ekipe, 2 specialista in en specializant. Potem bi pa bila še ena ekipa zraven, ki Ja. je bila samo za... Predvsem za porodnišnico, ja. Jaz se opravičujem. Pravijo, da ni neumnih vprašanj. Samo, da ne bi napačno povzemali. Torej, včasih je Maribor imel torej dopoldansko to varianto možnosti epiduralne, zdaj pa že ima 24-urno epiduralno anestezijo na voljo, razen v nujnih primerih. Ja. Od kdaj je ta 24-urna na voljo? Ker vemo, te članki so bili, ne, da Maribor čaka na... Od kdaj je zdaj to na voljo? Štartali smo s 1. septembrom lansko leto. Takrat je bil torej ta dogovor, da imajo epiduralne prednost pred... Ja. Koliko pa sploh zanimanja za epiduralno, ker ste rekli, da vse se tako ne odločijo za to, ne? Te številke, ki sem jih navedla, takšno je približno zanimanje, je večje, tiste številke, ko sem navedla 8 v lanskem koncu leta, 4 mesece niso mogle dobiti, pa bi želele dobiti, ker smo pač ekipe imeli zasedeno. Številke, koliko je moralo porodnic počakati na epiduralno, nimamo, ne. Tega nismo beležili, dobile so, skratka tiste, ki so želele v veliki večini. V letošnjih prvih 4 mesecih pa 4 porodnice niso mogle dobiti. Torej, velika večina tistih, ki so želele, so dobile epiduralno analgezijo. Vsaka tudi ni primerna kandidatka, ne, pa v vsaki porodni fazi tudi ne more dobiti, ne. To je verjetno tudi del tega, da je 44%. Mogoče bi se jih 70% želelo, pa Pravzaprav ne morejo dobiti iz drugih objektivnih razlogov. Pravzaprav strokovnega stališča pogledano je zelo malo absolutnih kontraindikacij, torej da ne smemo nastaviti epiduralnega katetra. Ja, občasno se seveda to zgodi. Kar se pa tiče dajanja epiduralne analgezije glede na fazo poroda, pa prilagodimo potem, če gre porod proti koncu, potem pa običajno se odločimo za spinalno analgezijo, ki je tudi zelo učinkovita vrsta lajšanja porodne bolečine. Zdaj, jaz bi mogoče tu dodala, ne, če bi hotel točno vedeti, kakšen procent žensk si sploh želi epiduralne analgezije, bi morala biti narejena ena anketa med
ženskami v rodni dobi, ne, in bi videla, je to 50% ali je to 40 ali je mogoče samo 70 ali je mogoče celo 70. Teh podatkov nimamo pravzaprav. In potem bi lahko rekli, kakšni so ti procenti vizavi nedejanske potrebe po tej terapiji. Tako da jaz mislim osebno, ne, da je v tem trenutku stanje tako, da veliko žensk si želi pa naravnega poroda. Ne. Tudi teh podatkov, koliko si jih želi take oblike poroda, nimamo. Ne. Tako da o tem govoriti, ne, koliko pravzaprav bi bilo več procentualno žensk, ki bi prišle v našo porodnišnico, če bi res zagotavljali 24% ne, razpoložljivost te storitve, pravzaprav nimamo. Mislim, da zelo majhen procent, več kot trenutno zagotavljamo. No, torej zdaj ni bilo primerov, da je ena, ki je rodila tu, želela imeti epiduralno, pa ste rekli, jo ne moremo, ker nimamo. Zelo malo, ne, 8 jih je bilo, ne, se je 8 v povedala. lanskih zadnjih 4 mesecih, pa 6 v letošnjih prvih 4 mesecih. In tu je pomembno poudariti dva vprašanja. Prvo vprašanje je, da tiste nosečnice, ki si tega želijo in vedo, da v porodnišnici Maribor imamo storitev samo dopoldan, potem se ne bojo sploh oglasili pri nas, bojo šle v drugo porodnišnico in zaradi tega tudi ta podatek, ki ga želimo, ga ne moremo pridobiti. In drugo vprašanje, da ta 24-urna razpoložljivost kot neki abstraktni pojem, kar pomeni še dodatno dežurno mesto, z mojega stališča, se pravi porodničarja, je takšen krizni pojem, se pravi, da epiduralno analgezijo, tudi če gospa ne more dobiti v 1 uri, oziroma v tem trenutku, je lahko počaka, pa je dobi čez 1 uro, ker porod traja toliko časa. To ni takšna storitev, da se mora dobiti v tem trenutku in potem je prepozno, ampak lahko potem dežurni, oziroma anesteziolog, ki je na voljo, ki lahko to da, opravi svoje delo, pa potem pride ali pa prej nastavi in so tu potem možnosti fleksibilnega prilagajanja velike in zaradi tega je za porodnišnico izjemno pomembno, da ta storitev, ki ga obstaja že zdaj, je vredna poudarka in je vredna potem sporočila za nosečnice. Rekli ste, da včasih nudite potem spinalno, uporabljate morda še kaj drugega, se recimo Motiva še uporablja ali več? Rimifentanila ne nudimo prosto po izbiri, zaradi tega, ker je področna analgezija, torej epiduralna in spinalna, bolj učinkovita, razen če so res kontraindikacije za regionalno analgezijo, potem pa seveda pride v poštev tudi rimifentanil. Vendar zelo redko kdaj. Ko bomo pa imeli 24-urno res posebno ekipo, takrat bomo pa tudi to zelo verjetno dali na razpolago. Ta dopoldanska varianta, ne, samo dopoldanska se je pa kdaj pol to spremenilo? Nisem razumel vprašanje. Kdaj se je spremenilo to, kot smo rekli, 1. septembra, od 1. septembra lani smo začeli potem to storitev, da bi se potem potrudili, dali svoj maksimum, da vse nosečnice, ki pridejo roditi kadarkoli, to tudi dobijo. Se pa od leta 2019 že ta procent povečeval, tudi zaradi vzpodbujanja naših dežurnih ekip, da bi čim več epiduralne lahko nudili v porodnišnici. Če ni več, hvala lepa. Hvala za dobro. Hvala lepa. Hvala vam. Hvala.